Lep pozdrav, moje ime je Brigita Lanker-Holtžager. Včasih sem bila vrhunska športnica, dvakratna olimpijka, pa v bistvu atletinja na 800 metrov. To je bil moj poklic 18 let. Danes pa delam tehniko, mentalne tehnike, učim športnike, vizualizacijo, sproščanja, potem učim odrasle in tudi najstnike, Jose Silva Ultramind metodo, kjer je delovanje skozi alfa ravni in izvajam svetlobni jezik, transformativne energijsko tehniko, ne. Tako da ja, jaz sem se z depresijo srečala leta 2010, 2011, pa recimo, da sem jo zaprla nekje 2012, to obdobje, ko sem bila, ko sem rodila drugo deklico. Se pravi, moj prvi porod je bil moj drugi porod se je zgodil samo 13 mesecev po prvem in to je bilo res prekratko obdobje. Hkrati sem zaključila samo 3 leta prej mojo vrhunsko športno kariero in tukaj se je res nabralo ogromno nekih hormonskih stanj, čustvenih stanj, ki jih nisem mogla prevetriti. In ker sem sama ambasadorka v akciji Nisi okej, povej naprej, na NIJZ, čutim res veliko odgovornost, da obveščam o tem javnost, da je to rešljiva diagnoza, ampak včasih res rabiš se poslužiti določenih korakov. Moji koraki so bili naslednji, mogoče kakšen pomaga, lahko se lotite podobnih, lahko pa greste čisto svojo pot, ki jo boste začutili, ne. Se pravi, kako sem jaz prvo ugotovila, da imam depresijo? Najprej se je pojavilo obdobje nekje 2 meseca po rojstvu deklice, ko je mož nastopil z službo in je pač odšel od doma in sem bila sama, ne, za 2 mali deklici. Ena je bila stara 14-15 mesecev, druga pa komaj 2 meseca, ne. In je bilo čisto preveč. V bistvu so se začeli pojavljati znaki močne utrujenosti, neprespanosti, ker skozi sem nekoga dojila, kuhala, preoblačila, previjala, mož je pomagal popoldne, ko gre lahko, nisem se še znašla, da bi imela varuške. Tako da potem je prišla anksioznost, določeni strahovi so se pojavili, ponoči nisem mogla spati zaradi strahov, ker sem se bala, kaj pa, če se bo kaj zgodilo deklicama, ali pa kaj, če bo ne vem kaj, potem so te strahovi povzročili itak finančno stisko pri obeh naju, mislim, res cel kup nerazumnih odločitev, vsaj z moje strani. Se pravi, cel krog spiralen se začne potem dol spuščati, ne. Tako da tukaj je res treba čim prej to prepoznati in ustaviti, ker boš tonil ali pa tonila še globlje, ne. Vsaj jaz sem. Potem je bila tukaj ena taka dolgotrajna utrujenost, ki sem potem začela kasneje razumeti, mislim, da sem potem, ko sem začutila te simptome, 2-3 mesece potem sem šla k zdravnici in je ona ugotovila, da sem bila oziroma sem bila takrat visoko perfekcionistična oseba, ki mi ne služi to v porodniškem obdobju, ne, in naj bi imela v mojem podzavesti je bil program, da mora biti vse tako, kot je bilo v vrhunskem športu. Ampak v vrhunskem športu delaš eno stvar odlično, ostale ne delaš, ker drugi za tebe, cela ekipa diha in dela za tebe, ne. Ko pa si v materinstvu, je pa to en človek si ali pa 2 mogoče, ne, za enega ali več otrok, ne, ke jih imaš naenkrat malčke. Tako da pri meni se je začela to nezadovoljstvo z življenjem, sitnost, na začetku nisem znala skomunicirati, zato sem toliko hvaležna za akcijo Nisi okej, povej naprej, nekomu povej, nekdo, ke te bo pripravljen poslušati, ne. Pri meni je bil to mož na začetku, ampak me ni čisto slišal, ker ni mogel razumeti, jaz sem izredno pozitivna oseba po naravi, sem bila z vmesnim stanjem depresije, ne, potem pa spet ne, ampak tisto pristno pozitivnost sem mogla spet najti v sebi, ne, prej je bila delno zlagana iz vrhunskega športa, ker pač naložiš ogromno mask in te maske sem mogla prevetriti v sami depresiji, ne. Se pravi, veliko je bilo kričanja z moje strani, ker nisem zmogla več, nisem mogla ne osnovne stvari, recimo poskrbeti za osebno higieno in podobno, in potem se je pojavilo kričanje pri meni, ne, se pravi, jaz temu rečem, sem bila eno obdobje res nemogoča mama, ne. Utrujenost, nespečnost, to je kar tako, jaz temu rečem rat race, se pravi, sklenjen krog podganji, ki nikakor ne moreš ven, dokler nekaj ne ustaviš in narediš res in začneš delati drugače, kot si bil navajen, ker drugače greš in toniš globlje in globlje, ne. Kaj sem storila? Jaz nisem šla na antidepresive, bili so mi ponujeni,
Zato, ker v družini jih je imela mnogo let nazaj mama in sem videla neka njena stanja, kar mi ni bilo všeč. Ampak to je bilo moje mnenje. Večino ljudem, če se tako odločite, je pač to vaša odločitev, ne. Jaz v življenju nisem vzela enega antidepresiva, ker sem v tistem obdobju tudi dojila. In kljub temu, da mi je bilo rečeno, da ne grejo sestavine v mleko, vem, da grejo. Tako da s tega vidika saj ne bom. Dobila sem pa tudi napotnico za psihiatrično obravnavo begunje, ki sem jo pa v bistvu obdržala in sva bile zmenjene z zdravnico, če ne bo boljše v enem mesecu, da bom probala narediti par drugačnih korakov, kot da sedaj, poiskati pomoč, da gremo v bistvu v to bolnišnico, ne. Potem sem bila na vezi še enkrat, dvakrat in ni bilo potrebno potem iti v begunje, ker kaj sem naredila? Jaz sem se v roku 14 dni preselila z družino na vas, mož je majčkeno kasneje sledil zaradi službe, da posodila nam je hišo 80 let stara teta, ki je bila vedno na voljo za pogovore. Zelo me je presenetilo v tistem obdobju, to je bilo leta 2011, da ni bilo nekih skupin, tako kot imamo recimo za nekdo, ki se ozdravlja alkoholizma, ne, ni bilo za poporodne depresije. Ali pa, jaz temu rečem, pošportno-karierne depresije, ne, ker tega je veliko, samo se zelo malo o tem govori. In v bistvu to me je najbolj prizadelo, no, ker jaz sem čutila, kot da moram nekomu povedati, kaj grem čez, kaj se dogaja z mano, ker me nobeden ni razumel. Mojim prijateljicam nisem znala to povedati, ker pač sem še vedno malo nosila neko masko pred njimi, oziroma nisem čutila, da je to globoko, no. Vedno sem mislila, da jaz to lahko vse sama rešim. Ampak nisem mogla, ker so se že začele pojavljati samomorilne misli in tukaj je treba res, ko se začne to pojavljati, takoj urgirati ali pa sploh ne čakati, da se to pojavlja, ker prehitro potem nastane kakšna smrt in ni potrebna, ne, to je to. Potem začela sem hoditi med ljudi, prej nisem nič, sem bila med 4 stenami in samo pač tiste 1 uro sprehoda z dojenčki, zdaj smo bili ure in ure v naravi zunaj z otroki, ste igrali, še poletje je bilo, tako da smo še en bazenček naredili in res sem bila v interakciji. To je nujno potrebno, ne, da se ne zapiraš med 4 stene. Na začetku nisem bila zmožna niti teči, hodila sem mogoče kilometre, sem bila čisto zadihana, toliko je bilo moje telo res uničeno, no, hormonsko. Mogoče sem bila tudi utrujena od vse te športne kariere, ne vem, pač moje telo ni bilo v optimalni pripravi, no. Začela sem s hojo, potem z rahlim tekom, potem sem začela visokointenzivni trening, ampak to je bilo tako 5 minut visokointenzivnega treninga, potem sem dodajala postopoma, tako da v 2 letih sem res zopet natrenirala svoje telo in znakov je bilo manj. Se pravi, meni je trening pomagal, dihalne tehnike, ki sem jih ponovno začela izvajati. Potem v naslednjem koraku mi je zelo pomagalo, nisem šla na psihiatrično obravnavo, ampak sem šla na hipnozo in mi je zelo pomagala. Naredila sem 2 hipnoze in je bilo dovolj, ne. Tukaj res priporočam medicinsko hipnozo in res pomaga, no. Če nekoga pokliče psihiater, tudi odlično. Zakaj? Ker je potrebno v ozadju te vzorce prevetriti, ne. Neki način razmišljanja, delovanja te je pripeljal do diagnoze depresija in zdaj je potrebno to podzavestno kopati. Kaj je bilo? Zakaj sem se jaz počutila nevredna? Zakaj sem imela toliko strahovi? Se pravi, nekaj je vrelo v moji podzavesti, ne. Zavestno sem si želela ozdravitve, ampak nisem mogla iz tega primeža podzavesti. Ker kot vemo, 95% nas vodi podzavest, 5% je le našega zavestnega delovanja, ne. Tudi v depresiji se je zgodilo, da je odšlo po nekem naključju ali pa sreči, jaz danes rečem 98% mojih prijateljstev, še posebno iz športne kariere, ne. Tako da danes sem hvaležna za vse nove ljudi, ki so prišli v moje življenje, tudi to se zgodi. Zamenjaš prijateljstva, ker določeni ljudje te niso sposobni sprejeti v taki, kot si, ali pa ne zmorejo tega. Ali pa nekaterim to ni mar. In meni je bilo tudi čisto okej, jaz nisem imela nobene zamere do kogarkoli, ne. Zelo pomembno je gibanje, da res daš telo v gibanje, prava hrana. Jaz je na začetku nisem imela. Moje 2 deklici sem še nahranila, potem pa nisem bila zmožna narediti en res konkreten obrok za sebe, ne. Tako da tukaj je to zelo pomembno. Občutek krivde se je zelo pojavil, ne, občutek krivde, ne zmorem kot mama. Pretežko mi je, rabim pomoč, hkrati pa nisem upala vprašati za pomoč, ker sem bila naučena, da zmorem vse sama. In to je en močen podzavesten vzorec, ki ga moramo, saj tudi moški, ampak ženske ga moramo oklestiti, ker ne, rabimo pomoč, sploh v depresiji, ne, in povej naprej. Tudi tako, mene recimo prvi človek, mož, ni bil zmožen me slišati, me je bila pa zmožna slišati teta.
80-letna, ne, ki je šla čez neko stanje depresije po vojni. Ampak takrat v depresiji noben ni govoril, ker po mojem bilo 3/4 prebivalstva tako ali tako v depresiji, ne. Tako da na začetku je tudi zelo pomanjkanje volje, ne moreš se nič lotiti, ker hormonsko te povzame ta obup, strahovi, vse živo, anksiozno stanje, ne. Ne zmoreš, kot da bi imel zvezane roke, tako sem se jaz počutila, ne. Moji možgani so bili shut down, se pravi zaprti, čist. Jaz sem imela 5 minut, mogoče lufta, ali pa 2 minutke na začetku, da nisem imela negativnih misli v 24 urah. Se pravi, predstavljajte si, in jaz sem samo na to čakala, okej, 5 minut imam tistih svetlih trenutkov, dajmo planirati, in sem vzela list, to bomo naredili. In naslednji dan je bilo mogoče 6 minut teh svetlih trenutkov in sem rekla, aha, bom naredila korak številka 2, ne. Tako sem jaz začela, mogoče kakšno pomaga. Poleg tega, kasneje sem brala dr. Joe Dispenza, pa Cecile Ultramind, katero učim, pa dr. Bruce Liptona zelo priporočam, kako epigenetika, genetika deluje na človeka, ne. Pol veš, zakaj pride do teh stanj in kako tudi priti ven, ne. Oni so vsi poudarjali, enkrat, ko se začne spirala teh negativnih misli, to gre samo navzdol, ker ko ti začneš negativno razmišljati, se možgani povežejo s telesom in telo ima tako inteligenco, da sproži, aha, ona je negativno razmišljala, dajmo ji še več teh negativnih misli, ne. In obratno, ko ti razmišljaš pozitivno, še več lepih pozitivnih pride in še več lepih pozitivnih dogodkov, ne, če ste opazili kdaj v življenju. In pri meni se je to res gladko pokazalo. Ko sem bila najbolj v negativnosti, vse šlo navzdol. V bistvu še stvari, ki jih mogoče en teden nisem videla negativne, sem jih naslednji teden potem videla negativna, ne, ker rečeš, kaj se dogaja, ne, kaj se dogaja v moji glavi. In te čist čutim in razumem, če greš trenutno tako stanje skozi, ne. Tako da občutek pomanjkanja, nič vrednosti se je tudi tvoril zelo pri meni, zelo so prišli te potlačeni občutki, ki sem jih, jaz sem eno obdobje preživela kot otrok v bolnišnicah in vse je to prišlo ven, ne. Vse to sem mogla predelati, prevetriti skozi hipnozo, kasneje skozi razne terapevtke, jaz sem se zelo posluževala alternativnih metod, no. Bioterapije, potem transformativno terapevtko sem imela, ki je delala na mojih odnosih in podobno, ne. Ja, zapiranje med 4 stene, definitivno, pejte ven med ljudi, to je ena od rešitev, ampak v začetnem stadiju nisi tega zmožen. Šele počasi, ne, nadgrajuješ to. Tako da ja, jaz upam, da vam je to kaj pomagalo in res vam želim, je skozi več stanj depresije v naši družbi, ampak imamo pa skozi več rešitev. Tako da probajte najti svojo in res vam želim veliko sreče. Najte tisto moč, najte pogum in lotite se res korak po koraku. Jaz sem vedno imela pravilo med depresijo, 2 koraka nazaj, 1 korak nazaj. In naslednji dan isto, 2 koraka naprej in 1 korak nazaj, ne. Se pravi, ni šlo 3 korake naprej, ni šlo, ker nisem bila zmožna. Moje telo ni bilo toliko zmožno, toliko hitro korake uresničevati. Tako da pojdite postopoma, vse je rešljivo, jaz rečem, v današnjem svetu. Poiščite si pomoč, povejte naprej, ne skrivati, res ne skrivati vse, ker je vse ozdravljivo, jaz rečem. Tako da veliko sreče, lepo bodite.